Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 15. juni 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Iz parlamenta v gospodarstvo, na univerze ali v pokoj. Kakšne poti po koncu mandata čakajo ministre Golobove vlade? Pohorje in Kozjak povezana v eno največjih pohodniških zgodb Slovenije. Evropa želi ustvariti tehnološke velikane prihodnosti. Novi večmilijardni sklad naj bi preprečil odhajanje najboljših podjetij in odprl pot do prvih evropskih bilijonskih družb. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Kaj se zgodi z ministri, ko zapustijo vlado? Kam vodijo njihove poti po koncu enega najzahtevnejših političnih položajev v državi? Kolega Matej Grošelj preverja, kakšna prihodnost čaka člane nekdanje vlade Roberta Goloba po marčnih volitvah in menjavi oblasti. Nekateri med njimi ostajajo v središču političnega dogajanja. Robert Golob, Alenka Bratušek, Matjaž Han in številni drugi so se preselili v poslanske klopi, kjer bodo poskušali vplivati na delo nove vlade. A za velik del nekdanjih ministrov se politično poglavje vsaj začasno zaključilo. Nekateri se vračajo na delovna mesta, ki so jih zapustili ob vstopu v politiko, drugi odhajajo v gospodarstvo ali akademske vode, spet tretji pa so se odločili za upokojitev. Posebno zanimanje vzbujajo tudi tisti, ki svojih načrtov še ne razkrivajo. Bo Robert Golob ostal vodja opozicije ves mandat? Kakšna karierna pot čaka Tanjo Fajon po skoraj 2 desetletjih v politiki? In kako svojo prihodnost vidi nekdanji minister Simon Maljevac? Pohorje je za en dan postalo središče slovenskega planinstva. Na Arehu so ob 125-letnici planinskega društva Ruše odprli Pohorje Kozjak Trail, novo 187 km dolgo krožno pot, ki prvič v skupno zgodbo povezuje Pohorje in Kozjak. Pot je razdeljena na 20 etap in pohodnike vodi mimo nekaterih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti severovzhodne Slovenije, od Lovrenških jezer in pragozda Šumik do Svetega Duha na Ostrem vrhu in Košenjaka. Za projektom stojijo številna planinska društva in več 100 ur prostovoljnega dela. Nova pot pa ne odpira novih tras, temveč povezuje že obstoječe poti v celovito pohodniško izkušnjo. Prav ta zamisel je pritegnila tudi mednarodno pozornost, saj britanski BBC Pohorje Kozjak Trail letos uvrstil med najbolj pričakovane nove pohodniške poti leta. Toda zgodba ni le o kilometrih in razgledih, je tudi zgodba o ljudeh, ki že desetletja skrbijo za planinske poti in koče ter o izzivih planinske skupnosti. Čeprav gore obiskuje vse več ljudi, članstvo v društvih upada. Preverjamo tudi, zakaj planinci v dolgih pohodih vidijo več kot rekreacijo, kako lahko nova pot oživi Kozjak in zakaj mnogi verjamejo, da je hoja po naravi danes ena najboljših oblik pobega od vsakdanjega tempa življenja. Evropa ima vrhunske univerze, močno raziskovalno bazo in vsako leto ustvari več startupov kot Združene države Amerike. Kljub temu pa pri enem ključnem koraku še vedno zaostaja, pri rasti podjetij v globalne tehnološke velikane. Ko najbolj obetavna evropska podjetja potrebujejo stotine milijonov evrov za širitev, kapital pogosto poiščejo zunaj Evrope, številna pa se na to celo preselijo v ZDA. Prav to vrzel naj bi zapolnil novi Scale Up Europe Fund, večmilijardni sklad za financiranje hitro rastočih podjetij na področju umetne inteligence, kvantnih tehnologij, polprevodnikov, biotehnologije in drugih strateških panog. Po besedah vlagatelja Hermana Hauserja, Evropa ne zaostaja pri talentu ali inovacijah, temveč pri financiranju faze hitre rasti. Christian Zinding iz investicijske skupine EQT opozarja, da v evropskih pokojninskih in zavarovalniških skladih ležijo bilijoni evrov kapitala, ki bi ga bilo mogoče bolje usmeriti v razvoj tehnoloških podjetij. Evropska komisarka Ekaterina Zaharijeva pa poudarja, da Evropi ne manjka ne denarja, ne talentov, temveč predvsem hitrejše odločanje, manj birokracije in bolj povezan trg. Ambicije pobudnikov sklada so velike. Ne želijo ustvarjati le novih samorogov, temveč podjetja vredna več 100 milijard ali celo bilijon evrov, ki bi svoje korenine in razvoj ohranila v Evropi. Več lahko preberete v današnjem tiskanem Večeru in na vecer.com. To je bil Večer zjutraj 15. junija 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam ustreči vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo. In ne pozabite, z Večerom razumete bolje.